sin slavnega Johana Sebastiana Bacha. Imel je zelo inovativen slog in napisal je 6 koncertov za flavto. Napisal jih je med letoma 1744 in 1755, ko je delal na dvoru pruskega kralja Friedricha II. Verjetno jih je napisal za njega, ker je njegov najljubši instrument bila flavta. Obstaja tudi verzija za cembalo in orkester, ampak najnovejše raziskave od flautista Androša Doriana so potrdile, da je originalna verzija napisana za flavto in orkester.
To je del zbirke njegovih 12 fantazij, ki so organizirane po tonalitetah, kjer je 6 fantazij napisanih v Muru, 6 pa v Tulu. Ta zbirka je bila izdana okoli leta 1732 v Hamburgu. Poleg teh fantazij pa je Telemann napisal tudi 36 fantazij za čembalo, 12 za violino in 12 za violo da gamba.
družine. Njegov brat je bil Karl Stamic. Čeprav je bil najbolj znan po svojih delih za godala, je tudi pisal za pihala, vključno s flavto. Ta njegova kapriča prinašuju bogatstvo baročnega izraza, prepleteno z klasičnim fraziranjem. V njih lahko zaznamo kako nemškega, tako francoskega jezičnega vpliva, ki je bil zelo značilen za glasbenike v Meinheimu tistega obdobja. Tudi je pripadnik tako imene Meinheimske šole. Zanimivo je, da te kapriče so redka dela napisana za solo flavto tistega obdobja, ki niso bila napisana kot sonate ali partite, temveč kot bolj svobodna in tehnično zahtevna glasbena razmišljanja. Hvala.
skladateljica, rojena leta 1949 v Tel Avivu. Pri 14 letih se je preselila v New York kot štipendistka na Main College of Music. Bila je druga ženska, ki je prejela Pulitzerovo nagrado in sicer s svojo simfonijo. Delovala je kot profesorica kompozicije na Univerzi v Chicagu do leta 2015. Naslov skladbe se nanaša na svetopisemski Vzhodni veter, ki je verjetno bil vir njenega navdiha. Vzhodni veter nakazuje sopostavitev tragedije in epske vsebine. Eastwind izkorišča celoten naspon flaute, uporablja razširjene tehnike ter zapletene, nemerjene ritme, ki spodbujajo tehnične zmožnosti izvajalca. Upam, da vam bo všeč.
zaigrana skladbo Skrivamento od skladatelja Eliota Carterja. Eliot Carter je bil eden pomembnejših ameriških skladateljev 20. stoletja, ki je bil znan po svoji kompleksni in intelektualno zahtevni glasbi. Njegova skladba Skrivamento je nastala leta 1991 in je bila posvečena spominu na italijanskega flautista Bruno Maderna. Skrivamento pomeni piše na vetru in izhaja iz verza italijanskega pesnika Petrarche. Skladba daje občutek neulovljivosti in minljivosti, kar se kaže v hitrih pasažah, hitrih dinamičnih sprememb in svobodnem ritmu. Uživajte.
hči Marija. Ime izhaja iz flamenka in označuje pesemsko obliko, ki se izvaja brez spremljave. To je oblika tako imenovanega canto grande, ki pomeni velika pesem, in ta oblika velja za izraz španske ljudske glasbe. Zaradi svoje tehnične zahtevnosti se pogosto izvaja na izpitih ali tekmovanjih. Thank you.
skladba Dan, ki jo bom danes igrala,